Osebni proračun je osnova. Zakaj ga voditi? Enostavno zato, ker pač moramo začeti nadzirati svoj denar, sicer denar nadzira nas. Jaz temu rečem, da pač moramo postati gospodarji svojih osebnih financ in vkolikor ga ne vodimo, torej ne moramo niti vedeti, koliko dejansko lahko prihranimo, kje lahko prihranimo, ne moramo načrtovati svojih ciljev, ne moramo jim slediti, zato ker nas vmes enostavno odnaša skladno z našimi željami, potrebami, čutenjem in tako naprej. Ja, najprej si treba nastaviti finančno gledalo, to je prvič. Zdaj, kako to najlažje naredimo, tako da zberemo bančne izpiske, da pogledamo, kam točno trošimo svoj denar, potem drugi, da kategoriziramo, to pomeni, da pač nastavimo se tiste ključne kategorije, da vemo, kam kaj vpisati, sicer se zelo hitro zgodi, da ne vemo več, kam kaj paše in potem izgubimo tisti občutek. Potem moramo takoj pogledati, kje so že tiste razlike, kje lahko vse prihranimo, se pravi, kje že mogoče preveč izgubljamo denar in potem sledi, da si določimo budžet. Se pravi, na podlagi te finančne slike si lahko mi določimo budžet, ki je navadno nižji od naših prihodkov. In potem rečemo, ok, določimo okvirje pri posameznih kategorijah. Toliko imam namenjeno za trgovino, toliko za prevoz, toliko za otroke in tako naprej. In potem naslednji korak je to, da to načrtujemo in se tega držimo. Ja, gotovo je to kategorija bivanja, se pravi, že tukaj dostikrat delamo napako, ko se preveč zadolžimo že v štartu in so pač položnice tudi druge sicer lahko zelo visoke in ne menjamo recimo dobavitelja. Potem zelo močna postavka je gotovo hrana. Tukaj gre ogromno denarja, tukaj so seveda tempo življenja nekoliko drugačen, kot je bil v preteklosti. Se pravi, to pomeni, da danes se prehranjujemo veliko več zunaj, manj časa imamo za kuhanje, potem, ko imamo čas, gremo rajši drugam jesti. Tako da tukaj je ogromno prihrankov, tukaj lahko rečem, na neko družino, imaš takoj 200-300 evrov lahko nekega prihranka ali celo več. Potem je prevoz. Tukaj ne samo Slovenci, ampak pač vsi na svetu, bistveno preveč zapravimo za nek prevoz, ker če bi se tega upoštevali, potem bi ugotovili, da si pač marsikateri avto v resnici ne moramo privoščiti, tako pa dajemo po 20, 30 ali celo več odstotkov samo za nek prevoz. In to so tiste res take največje, bom rekla, udarne kategorije. Potem pa znotraj vsake gotovo še kaj se najde.